reka, pa lejte, z te strani je še lepše. Zdajle si pa grem v Plodine kupiti nekaj za zajtrk, zvečer bom šel pa ven jest. Zdajle grem na en kraj, ki mi ga je včeraj svetoval šef tistega lokala, pizzerije, v katere sem jedel. Tukaj je zelo usko vse piska. Moram priznati, da niti ne bi tukaj šel. Sem že parkirplac iskal, da bom parkiral. Sem pa videl, en avto je šel pred mano. Ne vem, če se je na kameri videl. Ajde, sem rekel, če gre pa on, grem pa še jaz. Čeprav upam, da mi ne bo to ležal. No, v glavnem grem tle pogledat Fruška Lokva. To naj bi bil eno mini jezerce, tako da bomo videli, sicer, lejte, tle avto tale neregistriran, se najbrž bom mogel tudi jaz malo parkirati, tole deleč ne bo šlo. No, v glavnem naj bi bilo neko mini jezerce, ki je zelo lepo. Tako mi je rekel tam včeraj, zdaj bomo pa videli, ali bo to, ali ne bo. Jaz mislim kar, da bo. Zdaj moram pa voziti, pa neham snemati. Vedno sem presenečen, kam vse se da prideti po teh hribih, v takih, bom rekel, malo zakotnih krajih. Tako da sem mislil, da to treba iti peš, ampak, ko gre z avtom, grem kar z avtom, pač sicer bi bilo tukaj zelo super iti peš, ampak gledam na zadevo tako, da če grem tole z avtom, si bom lahko mogoče eno stvar več danes ogledal, tako da zato grem z avtom. Sem se odločil, da ne rinem dlje z avtom, namreč, lejte, to je ostro kamenje, nej gumo predrem, sem se spomnil, da jaz niti rezervne gume nimam, tako da to pa ne bi rad videl, da se mi naredi, tako da zdaj pa kar naprej. Sem našel tole Fruško Lokvo, sicer sem se kar matral, da jo najdem. Na Googlovem zemljevidu je bila zelo blizu, ampak v bistvu pa kar ni bila blizu, no. Pa sem se kar nekaj v krogu vrtil, drugač do sem čist lepa cesta pripele, ne vem, kje sem jo zgrešil. Zdaj, mini jezero, ja, verjetno je včasih več vode, kakor je videti. Mi je pa tukaj zanimiva pokrajina. Ete, ljudje so pripeljali prikolice sem. Smo kar visok, po mojem smo 300-350 metrov visok. Meni se dopade, no, lepa narava, tako da se bom še malo sprehodil na okol. Takih le prikolic je tukaj kar nekaj. Me prav zanima, če je to še kaj v funkciji, če ljudje pridejo tukaj. Ja, pa po mojem, da ja, lejte, tamle razdaljivt za luč zunaj, kar nova zgleda, tle ima lepo super senco. Tukaj le pa gre neka planinska pot, ker vidim markacijo in tudi kar nekaj ljudi je šlo mimo. Tamle malo naprej pa mora biti tako tisti rob, ki je potem dol se strmo spusti proti morju, podobno kot ko sem bil jaz na Kamenjaku. Tako da meni se tukaj res dopade. Planinska pot gre naprej v te smeri. Jaz bom šel pa kar tukaj naravnost gor, ker bi rad prišel na ta rob, se pravi, da vidim morje, ker predvidevam, da je super razgled. Upam, da imam dober občutek, namreč občutek imam, da je to čist blizu. Nisem se zmotil, samo 200 metrov tam, ko sem se nazadnje javil, sem prišel semle in lejte,
ta razgled, tole spredaj je Goli otok, glejte, tole na tej strani je pa Lopar. Veter mi je odnesel čala, sem videl z delčkom očesa, da nekaj kaj nese, tako da jih bom šel bolj pogledat. Glejte, tistole tamle je mesto Lopar in tale pol otok, ki ga vidite, sem ga 80% ob obali prehodil 2 dni nazaj. Tole vse, ki vidite, sem vse šel ob obali. Čudovit dan je bil, drugače pa lejte, tudi čudovita pokrajina. Zdaj pa kje bom jaz očala najdel? Prav odneslo mi jih, jaz sem čutil. Saj dobro, da sem sploh začutil. Ja, kam so pa šle? Ne mi reč, da zdaj še brez očal ostal. Če se mi pa tu naredi, bom pa znoro. Tukaj je še ena stara prikolica, zelo stara. Me prav zanima, kako so jo gor dube. Saj ste videli, da sem jaz komaj z avtom gor prišel. Kako so pa s tole 7-metrsko ali pa še več prikolcev gor prišli. Pa res ne vem. Je pa mečkan že zmatrana. Ne vem, a mogoče kdo večji je Adrijina. No, drugače pa, glejte, takole lepo ravno sem razmišljal. Včasih sem bil tabornik. Vrhunski plec, da bi tle taborniki postavili tabor, pa se nekako, bi rekel, znajdel v naravi. Vrhunsko bi bilo. Sem že na novi lokaciji. Tukaj sem avto parkiral. Zdaj pa grem tukaj naprej, je markirana pot. Tukaj naj bi bile neke ruševine, cerkvice Sveti Damjan. Zato mi je, ne, to sem sam najdel, mi je pa včeraj sem povedal unmu lastniku pizzerije pa njegovi ženi, da grem danes to pogledat, pa je una žena rekla, ja, tu grem pa tudi jaz jutr, ampak veste, je kar naporno, strmo pa tako naprej. Sem si mislil, a zgledam tako nesposoben, da ne bi mogel gor prideti. No, pol sem ji rekel, da sem bil že na Kilimandžaru, pa da tudi plezam, tako da je rekla, ja, vzamem besede nazaj. Tako da zdaj grem gor, bojim se, da bo to čisto kratko. Jaz bi sicer raj videl, ki bi malo dlje časa trajalo. Je pa tudi, čeprav je mogoče cerkvica blizu, bom jaz potem mogoče šel še malo naprej. Nič. Gremo, dan zato je super, sonce, nabiraš D-vitamin, prav en tak super občutek. Zanimiva pot. Take imam rad, tako da naj še enkrat povem, en sam užitek, čeprav komu mogoče se brez veze zdi tale kamne, zakaj bi človeku to kamne rinil, ampak nekaj je v tem, že v tem zraku. Jaz imam tudi neki občutek, čeprav veste, da jaz v nobene nedokazane stvari ne verjamem, ampak kamen mi daje neko energijo. Mogoče zato, ker vem, da kamen akumulira veliko toplote in je potem tudi ven da. No, filozofirati sem začel. Bom nehal, v glavnem, lejte, sam zaradi zraka se že splačajati. Splača se zato, ker sebe mečkam pretegneš, no, kam pa še gor prišel, bom pa ugotovil, da se je tudi splačalo jeti zaradi razgleda. Nič, se vidimo gore. Tole bi pa že lahko bil moj cilj, se pravi ta cerkvica Svetega Damjana. Sem rekel dol, da je to bolj ruševina, k cerkvica, ampak ne, pa ne bo to je sem škarpa po mojem. To je po mojem sem škarpa, še na obzidje, tako da to po mojem še ni, no.
Pa tudi če je, ne, saj ni bil cilj, da gremo sem, da bomo Cerkvico občudovali, ampak je cilj, da se pregibamo, da se nadihamo svežega zraka, da uživamo v dobrih razgledih in to je to. To, kar sem vam ravno kar pokazal, verjetno so ostanki cerkve Svetega Damjana. Glejte, tukaj gre pot še naprej in seveda jaz grem naprej. No, glejte, drugače pa že super razgledi, tamle dol na mesto Rab, tukaj leteli hribčki. Razmišljam, da bi šel pol tam po grebenu gor, pa tamle dol sicer malo težko je hoditi po teh kamnih. No, drugače pa, glejte, to sem tle, ne, se pravi, ostanki te cerkve je samo tole, bi rekel, tale zid. Če je to, ne vem, če je kaj drugega, grem itak naprej, tako da bomo videli. Je pa to meni fantastično hoditi med tem kamni, tudi te tle ob morju, ne, vse nekaj diši po teh zeliščih, tako da jaz to uživam. Ali pa še pol, ko pogledaš na morje, to je pa tudi en tak veliko zadovoljstvo in plus zame. Tukaj sem ene par ovc pregnal, ne hote, se pravi, so tukaj, imajo vodo, šle so pa kele noter v goščavo, tako da ovce kar srečujem skozi, je pa zdaj, no, tiste Cerkvice ni, sem pa imel občutek, da ko bom jaz tole gor prišel, da bom takoj na drugi strani. Ampak ni tako ozko to, tako da tukaj je zdaj kar neke ravnine, potem šele pridem na drugo stran. Mislim, je saj še kilometer, no, ampak bom to kar šel, ker tole mi je fantastično hoditi. Tole bo moja končna točka. Glejte, tukaj, ko stojim, nič ne piham. Tamle pa ful slišim, kako piha. Unu, ne sem, da malo piha, tudi kako se maje drevo. No, glejte, do Kamenjaka, se pravi, to je najvišji vrh, je 2 urce. Pogreste pa lahko kele Mišnjak, to je tam, ko pridete s trajektom, pa Uvala, predvidevam, da je Uvala, to pomeni Vadiškala, pa 2 ure, to pa ne vem kaj je. V glavnem, lejte, siguren po tem grebenu, dol more biti zanimivo, tamle na unem koncu, kot je pisalo, je Kamenjak, vice ta stolp. No, odtlele sem pa prepričan dol, da je super razgled, ker sem to že večkrat videl. Jaz se bom tukaj sicer ustavil. Aha, sicer tamle vidim mrka. Pa lejte, z te strani je še lepše. Z te strani je še lepše, lejte. Goli otok, prvič vzad otok Krk, tamle Gurgur. Wow, danes je pa še bolj vidljivost, ki je bila vse dni do zdaj. Mogoče to zaradi burje, ne vem jaz točno. Aha, moram paziti, da me na kapo počala spet odneslo. Lejte, samo par metrov človek naredi, pa začne pihati, ka pri norcih. No, mislim, meni je tole lejte to, koliko strmo dol. Noro, ampak piha pa. Evo, spet me je očalo odneslo, spet jih bom iskal. Ja, kako me to ne zvuči, neč grem iskat. 5 minut sem jih iskal, 5 minut, lejte, tam 3 metre stran mi jih je odneslo. Zdaj sem prišel pred to gostilno, kjer sem včeraj jedel. Tukaj mi je prijazen šef dovolil, da parkiram avto, da ne bom v centru plačeval parkirnine. On glih tlele drva rihta, zdaj je šel kele gor, tako da to je ta lokalček.
Center je pa samo tamle za vogalom. Kakšne so cene parkiranja v mestu Rab? Do 14. maja so še relativno ugodno, 4 kune na uro, kar je dobrih 6 evrov, potem je pa 10 kun, kar je €30 približno na uro, pa 12 kun v najvišji sezoni, kar je pa slaba 2 evra. Zdaj sem v centru mesta Rab, majčkeno sem naredil spremembo plana, namreč zdaj moram iti nujno v ta lokal, kjer sem bil že včeraj, ker imajo dober internet, ker moram video zmontirati. Sem se pa odločil, da bom danes si ogledal mesto, jutri grem pa še na ta polotok, Gozd Dundo, pa še par stvari imam, to sem se pa zato odločil, ker mesto imam najmanj rad in bom to danes naredil, za jutri naj pa ta lepo ostane. Zdaj grem pa še malo pogledat center, stari del, kakor vidite, ljudi ni, vse bolj ke ne prazno. Mesto Rab je znano po temle, da je ta stari del na enem takem jezičku, ki je v obliki ladje. Gor so pa 4 zvoniki in to naj bi predstavljalo 4 jamborje. Evo, to je en zvonik, vidite, ostale bomo pa še najdeli. Tole je zanimiva cerkvica, tukaj od zadaj je pa super razgled. Še super je, ker je čist mirno ratalo in je res super, lejte, kako lepo morje, cerkev iz te strani. To smo pa sedaj še pri 3. cerkvi, se pravi 3. zvoniku, tamle zadaj vidim pa še enega. Zanimivo se sprehoditi po teh ulicah. Verjetno je tole polet nabito polno, zdaj pa, kakor vidite, skoraj nobenega. Tole so ostanki cerkve svetega Ivana Evangela, ne znam izgovoriti. To je ta 4. zvonik, ki naj bi simboliziral 4 jadra te ladje, pač otok Rab, ta polotok je v obliki ladje in to je res. No, teli ostanki te cerkve so pa zelo zanimivi in je to super, da so pustili takole odprto, da greš lahko pogledat. Tole je pa drevo limone. Poglejte, majhna limonca, glede na to, da je šele april, pa je že taka limonca, morajo tukaj limone kar dobro uspevati. Poglejte, letni kino imajo, zdaj vprašanje, če to deluje. Če deluje, mora biti fina atmosfera. Spomnim se, nekaj takega je bilo včasih v Piranu, 30 let nazaj, še več. Smo hodili v ta letni kino. No, zdaj grem pa dol do morja in potem se še malo naprej sprehodim. Se pravi, bom šel skozi ob obali, dokler bo možno iti. Mislim, možno, dokler ne bo teme, pa da vidim, kaj je še na drugi strani. Tale otoček sem opazoval že prvi dan oziroma drugi dan, ko sem šel na Kamenjak in ni mi bilo jasno, v čem je tle fora, da je tole prekinjeno, da ne moreš do njega priti. Se pravi, polet lahko preplavaš. No, tukajle, zdaj sem pa
Se pravi, prepešačil sem ta zaliv in tole je zdaj Rab. Vidite 4 zvonike. Eden se malo slabš vidi, sonce že zahaja, tako da tukaj bom tudi končal današnji dan. Namreč ratuje tema. Zmanjkalo mi je baterije za na mobitelu, tako da neke slike dobre sploh ne morem narediti. Tako da še en dan je minil, bil je zanimiv, mogoče ne toliko kot tista drug dan, ko sem pešačil tam, tiste je bil res super dan. Pač tako, kot na vseh potovanjih, imam problem, ko zmanjkuje časa. In res imam malo časa, če morate še računati, da še te videe moram zmontirati. Pa tukaj se je izkazalo za velik handicap to, da nimam v apartmaju dober internet, da moram drugam hoditi, te videe prenašati na strežnik, se pravi tisti program, ki potem montažo delam, je to res zamudno. Tako da, če črto potegnem, še veliko vidim. Imam pa skozi aktivno, nimam 5 minut v luft ne gledam. Tako da, to bi bilo za danes to. Jutri je še en dan, sicer zadnji dan, ampak tudi za jutri imam par zanimivih stvari za pogledati. Seveda pa, tako kot vedno, ne bom mogel pogledati vse, kar sem si zaželel. Nič, lepo se imejte, če niste gledali prejšnjih videov, jih še pogledajte, všečkajte, napišite kakšen komentar, pa seveda naročite se na moj YouTube kanal. Adijo, pa hvala.